Gre za prvi dogovor držav članic o ključnih značilnostih evropskega modela športa, ki temelji na evropskih vrednotah. Šport je inspiracija, je člen povezovanja zdrave družbe, je naravno zdravilo vsakega posameznika in ravno zaradi tega sem izjemno vesela, da smo vse te pozitivne elemente športa znali prepoznati tudi v našem delu sveta Evropske unije. Med glavnimi značilnostmi, opredeljenimi v resoluciji, so piramidna struktura, organizirani šport, strukturiran na nacionalni ravni in z eno zvezo za športno panogo, solidarnost z nižjimi športnimi ravnmi in spodbujanje odprtih tekmovanj. Veliko veselje mi je, da vam lahko povem, da je danes en izjemno velik dan. Zgodovinski dan za šport in za Evropsko unijo je danes. Skupaj s kolegi in kolegicami, evropskimi ministri, pristojnimi za šport, smo sprejeli dva zgodovinska dokumenta, s katerima smo se zavezali, da bomo naredili vse, kar je v naši moči in pristojnosti, da bomo branili evropski model športa, predvsem njegove vrednote, kot so odprtost, solidarnost, enakost, transparentnost, človekove pravice. Na zasedanju sveta so ministri sprejeli tudi sklepe o spodbujanju vseživljenjske telesne aktivnosti. To pomeni, da bomo naredili vse za to, da bomo odpirali priložnosti, da se vsakdo od nas, ne glede na spol, ne glede na starost, ne glede na to, ne glede tudi na svoje fizično stanje in kondicije, svoje zdravstveno stanje, lahko ukvarja z športom oziroma je telesno aktiven. In da bomo našli tudi način, kako bomo lahko ljudem omogočili, da bodo spremljali to svojo telesno aktivnost, zato da bodo lahko videli, kako so ne samo telesno aktivni, temveč tudi tako telesno, kot verjamem tudi mentalno, bolj zdravi. Ministri so razpravljali tudi o dvojnih poklicnih poteh športnikov ter o prihodnjih izzivih na področju športa in vlogi Evropske unije. Ne samo v času njihove aktivne kariere, ampak tudi ob njihovem prehodu potem v običajno, tako imenovano običajno, torej nešportno aktivno življenje. Tudi tukaj smo ugotovili, da je kar še nekaj dela, delovnih nalog pred nami in se zavezali, da bomo to tudi storili. Prav tako pa moram tudi izpostaviti, da smo pod točko razno skoraj da že enotno tudi podali glas v smer tega, da bomo tudi vse športne prireditve in pa dogodke, ki ne bodo spoštovali temeljnih pravic, človekovih pravic in pa načel organiziranja povsod po Evropi, tudi jih ustrezno naslovili in sporočili svoje nestrinjanje in nepodporo k takšnim pristopom. Torej, verjamem, da smo prav s to odločitvijo tudi že uporabili oziroma se prvič že sklicevali na potrjeni evropski model športa in njegovo vsebino. Ministrica Simona Kustec pa se je pred zasedanjem srečala tudi z namestnikom generalne sekretarke Sveta Evrope in spregovorila o ključnih izzivih na področju športa.